Evo, spet lep pozdrav. Mi se nahajamo na štajerskem koncu, kjer se spet malo družimo z Maticem Hriberškom. Kot veste, lansko leto je začel študirati v Angliji. Letos po prvemu letniku študija ga bomo pa mičkeno povprašali, kaj se je dogajalo, kako je bilo in pa vse tisto, kar zraven spada. Matic, lepo pozdravljen. Bravo. Kako je bilo tvoji prvi vtisi? Načeloma zelo zanimivo, pa tudi v bistvu niti ne toliko zahtevno, kot sem si predstavljal. Tudi z jezikom ni bilo nobenih težav. Ljudje so tak vse posod. Drugače pa v bistvu niti ni tako drugače kot tu. Mogoče sam šolski sistem drugače, pa sama kultura, pa način življenja pa niti ne. Se pravi, splošno življenje, kot da bi ostal na Ptuju? Ja, v bistvu smo še vedno v Evropi, tako da je bolj ali manj dosti enako, no. Vseeno še to ni nek drug konec sveta ali pa tretji svet. So kakšne take stvari, ki bi jih recimo izpostavil, ki so pa mogoče paradoksalne, nasprotne našemu poznavanju, načinu življenja? Predvsem bi rekel, ne vem, monarhija pa ta kraljeva družina pa te zadeve, tega pač mi ne poznamo, na srečo. Ampak, ne vem, drugače pa niti ne, no. Zdaj mogoče v kulinarike, če bi v to šli, ampak drugače pa ne vem, edino to je, se mi zdi, da je vse dosti bolj regulirano, pa precej bolj se ravnajo po nekih pravilih, no, v družbi. Drugače pa niti ne, no. Pa da vozijo po drugi strani. Aha, v bistvu sva pozabila povedati. Kje točno si pa študiral? University of Nottingham, to je pač univerza v Nottinghamu. Tam sem zdaj končal prvi letnik, no. Brez kakršnihkoli težav? Ja, brez težav, no. Sicer ne tako bleščeče, malo vseeno še bolj lenobe, pa tako kot sem pač bil navajen malo kampanjskega učenja iz srednje šole, drugače pa načeloma pa brez težav, ja. V bistvu, ko smo se lani pogovarjali, glavno vprašanje oziroma glavna dilema je bila, kar se tiče birokracije. So bile tukaj kakršnekoli težave, kako si zadeve razrešil? Je pa birokratsko, no. Birokracija je bilo, ja, predvsem tu v Sloveniji, pač so dokumentacijo za pridobitev štipendije in vsa možna dokazila. Ampak na koncu se je šlo dobro, tako da štipendijo to ad futura sem prejel, ampak pač tako kot vsemi štipendijami šele potem decembra, kar je bilo. Saj sem jo sicer dobil tudi za nazaj, ne, ampak je pač malo nerodno, ker je vendarle so življenjski stroški ne kar visoki, pa sam študij se prične z oktobrom, ne, tako da, ampak no, na koncu se je vse dobro išlo. Te zdaj z novim šolskim študijskim letom ta birokracija čaka še enkrat? Kolikor jaz vem, ne. Mislim, da moram zdaj po novem samo prinesti dokazilo o uspešnem zaključenem letniku in pač mislim, da mi potem štipendijo podaljšajo še za 1 leto. Pridobil sem jo tako ali tako za 4 leta, koliko pač traja študij. Kar se tiče izpitov, verjetno je razlika med študijem v Sloveniji, čeprav ga ti osebno ne poznaš, verjetno slišal si v to smer, kako pri nas zadeve potekajo. Je v tujini podobno, različno? Predvsem je dosti bolj strogo, no. Koliko sem, jaz osebne izkušnje res nimam s študijem v Sloveniji, ampak kolikor pa so mi povedali, pa je pri nekaterih, no zdaj ne na vseh faksih, ampak na nekaterih pa je to ocenjevanje precej svobodnjaško, no, in ničkrat posebej nadzorovano, no, skoraj tega ni, ker je skoraj militantno, no. Tam dodeljen ti je tisti prostor, kjer se moraš sesti, se podpisati, da si prišel, pokazati študentsko izkaznico s fotografijo in vsem. Potem pač počakaš, dokler ne to je, ne vem, dvorana, kjer izpit opravlja recimo 200 ljudi naenkrat ali pa še več. Ko dajo tiste izpraševalci znak, začneš pisati, ko čas poteče, rečejo stop, moraš končati.
drugače se pač lahko ti izpit razveljavi, tudi kakršnokoli goljufanje je zelo sankcionirano. No. Zdaj, lahko se samo zabeleži, pa se ti potem točka odbija, lahko pa ti izpit popolnoma razveljavijo. Tako da nekih dilem tu ni, pravila so jasna, vsem so predstavljena, tudi vsi smo morali na začetku leta podpisati, pač, da smo bili seznanjeni s temi pravili. In če pač se jih ne držiš, so tudi sankcije znane. Ustne izpite poznate? Zaenkrat še ne, v prvem letniku ne, mislim pa, da nas čakajo potem v višjih letnikih. Se ti zdi, da si v primerjavi z študenti v Sloveniji, se pravi s tistimi, ki študiramo v Sloveniji, pridobil na znanju? Pridobil, no zdaj, ker imam tudi prijatelje tukaj, ki tudi študirajo kemijo, smo se malo pač pogovarjali, kakšna je primerjava. Zdaj, v samem znanju verjetno ne, je pa res, da je precej bolj specifično. Zdaj, ko študiram kemijo, se ukvarjamo s kemijo, nimamo na nek način nepotrebne matematike zraven, pa fizike kot posamična predmeta. Sicer nam razložijo, v sklopu teh predmetov, ki jih pač imamo, nam razložijo nek del matematike pa fizike, ki je za nas pomemben. Ne učimo pa se pač matematike in fizike in drugih predmetov splošno, recimo geometrije pa teh zadev, ki jih mi pač v naši branži ne potrebujemo. Tako da mislim, da je precej bolj specifično in da se zaradi tega tudi več snovi obdela. Smo pač v prvem letniku mi zdaj vzeli več snovi, kot pa so jih vzeli, moji vrstniki tu. Tu smo menda vzeli samo organsko kemijo, mi smo pa že dali skozi tudi anorgansko pa fizikalno, tako da samo pač več časa bolj specifično je. Če smem še mičken daljnoročno pogledati stvari, kaj pa pričakuješ glede zaposlovanja? Ti bo to prineslo nek dodaten plus, se boš lažje zaposlil? To ne vem, to je pač na delodajalcih. Mogoče, no upam, da že. Drugače pa nameravam tako ali tako se vrniti v Slovenijo po končanem študiju. Že zato, ker se v bistvu moram zaradi pogodbe o štipendiranju strani Ad Future, tega javnega sklada, se moram za nek čas zaposliti v Sloveniji, drugače pa tudi mi tu v bistvu nič ne manjka. Sicer je res plača bi bila v Angliji verjetno kar precej boljša, ampak mislim, da v Sloveniji tudi ni tako hudo, da ne bi šlo skozi. Se pravi, nekoč si puščaš odprt prostor za mogoče nadaljevanje kariere v tujini. Kaj pa vem, bomo videli, kaj bo prineslo. Ja, stroški so sicer visoki, predvsem najemnina. Ko se prijavljaš, lahko izbereš vse sorte reči, ali želiš biti v stanovanju mešanega spola, ali želiš biti samo z moškimi ali samo z ženskami, ali želiš biti, sprašujejo celo, če bi želel živeti skupaj, če se opredeljuješ kot gej ali lezbika, pa želiš živeti, s takimi skupaj.